Kar snemi počasi vse. Je to zdaj on. Darojak, prost bo vsak, ne vrag, ne sosed pomejak. Darojak, prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo. Ne vrag, ne sosed bo, mejak. Spoštovani gospod župan, predsednik društva, gospa Anka, župan sosednje občine, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Najprej bi se rad zahvalil za vabilo. Kot ste bili rekli, spoštovani gospod župan, sem danes drugič tukaj kot predsednik republike. Večkrat sem v teh 24 letih zahajal na ta kraj, večinoma ob dnevu zastave. Zdelo se mi je zelo pomembno, da po razglasitvi naše državne neodvisnosti Slovenci razumemo zastavo kot simbol, ki nas povezuje, in zato si, kot veste, prizadevam še danes. Danes imam to prijetno priložnost, da vas kratko priložnostno nagovorim ob začetku tedna, ko bomo praznovali kulturni praznik. Redki narodi, države praznujejo svojo kulturo z državnim praznikom. Slovenci jo in jo praznujemo upravičeno. Rad bi v tem kratkem priložnostnem nagovoru poudaril, kako je kultura hrbtenica našega narodnega značaja, naše narodne identitete in kako je naša državna suverenost hrbtenica našega vsestranskega razvoja, varnosti in blaginje v prihodnje. Rekel sem, da je hrbtenica našega značaja, identitete, kultura. Vedno je bila. In sprva, najprej je bila. Slovenci smo začeli postajati narod v sodobnem pomenu besede s trenutkom, ko smo dobili jezik. Čas reformacije je bil odločilen za to, da smo pred tako rekoč pol tisočletja, torej dolga stoletja nazaj, dobili jezik in bili med tistimi prvimi narodi v Evropi in na svetu, ki smo imeli v svojem jeziku prevod Biblije. In potem so skozi stoletja rodovi pred nami počasi, premočrtno gojili neko naklonjenost tej besedi, jo uporabljali ne samo za sporazumevanje med sabo, ampak tudi za pisanje, branje, in to ne samo literature, ampak tudi znanstvene literature, najzahtevnejših stvari svetnega in posvetnega življenja. Zato ni čudno, da je nekako mlademu slovenskemu človeku, učencu, učenki v osnovni šoli, kasneje dijaku, študentu, prirojena neka ljubezen do slovenskega jezika, do slovenščine, ne samo v smislu spoznavanja svojega materinega jezika, ampak v smislu zavedanja, kako pomemben je za njegov narodni obstoj in razvoj. Moram vam povedati, tukaj na tem pomembnem mestu, na tem središču, ne samo geometričnem, ampak v nekem smislu vrednostnem središču, če hočete, slovenstva, kako naši otroci imenitno praznujejo vse svoje praznike, šole, vrtcev, domovine, države, s čudovitimi proslavami.
kako imenitno negujejo naš jezik, kako dobro se spominjajo, da je Trubar zaslužen za to, da imamo jezik, da je Vodnik, katerega 200-letnico praznujemo letos, bil nekako, da rečemo, prvi priznan slovenski pesnik, da smo lani praznovali 100-letnico smrti Ivana Cankarja, da bomo letos praznovali 170. obletnico našega velikega Prešerna, da imamo 150. obletnice naših pomembnih pesnikov. Vse to naši otroci dobro vedo. Nekako jim znamo tudi mi kot starši približati pomen pripadnosti slovenstvu. In to v tem žlahtnem pomenu besede, kot ga je omenil župan pred menoj. Ne v sovraštvu ali antipatiji do drugih narodov, ampak v nekem ljubečem odnosu do nas, do pripadnosti tej relativno majhni skupnosti, narodu, zdaj za državo, naciji. To se mi zdi, da je posebna umetnina in bi se rad z tega mesta zahvalil vsem, ki pri tem pomagajo. To se mi zdi tudi za nadaljnji razvoj kulture in seveda s tem ohranitve naše kulturne identitete v tem odprtem svetu izjemnega pomena. Kultura je pomembno prispevala k temu, da smo se Slovenci politično zavestili z idejo zedinjene Slovenije, s taborskim gibanjem. 150. obletnico smo praznovali lani. In potem z vsemi postopnimi koraki, ki smo jih Slovenci naredili od recimo ustanovitve prve slovenske narodne vlade, katero 100-letnico smo praznovali lansko leto, pa do postopne krepitve naše državotvornosti, državnosti, do plebiscita leta 1990 in razglasitve naše samostojne države leta 1991. Kultura je imela v tem smislu morda odločilno vlogo. Ni imela edine, ampak imela je odločilno vlogo. Seveda smo Slovenci dozoreli tudi v političnem smislu, seveda smo dozoreli tudi v vojaškem smislu. Nazadnje se nismo samo enkrat obranili pred sovragi, sami ali v zavezništvu. Ampak, in to je morda danes prava priložnost na predvečer kulturnega praznika, nič ni narobe, če mislimo, da v najbolj jasni podobi smo najprej in predvsem nacija, ki ima izreden narodni značaj, izredno izdelan narodni značaj in ga tudi ceni in ga plemeniti naprej. In to, kot sem rekel, ne na račun drugih narodov, ne proti drugim narodom, ampak zato, da bi te svoje narodne posebnosti ohranila za te in bodoče rodove. Rekel sem, da je državna suverenost, ki smo jo v marsičem privzgojili skozi kulturo, hrbtenica našega nadaljnega razvoja, varnosti in blaginje. Z tega mesta bi pozval na to, da tako kot moramo naprej zelo skrbno varovati kulturno identiteto in kulturo, skrbno varujemo tudi državno suverenost in vse stebre te suverenosti. Politične institucije, pravne institucije, socialne institucije, vse, kar smo si Slovenci skozi zadnja stoletja za željo potem, da postanemo samostojni, želeli zase. In to odgovornost končno pred 29 leti tudi dobili. V tem smislu imamo sicer, za razliko od kakšnih drugih narodov, krajšo tradicijo, ampak z leti postajamo zrelejši, postajamo, se mi zdi, tudi pametnejši v tem smislu, odgovornejši do države, ki jo imamo. In tudi v luči tega, kar je župan malo prej rekel, v luči teh nekoliko manj predvidljivih, mogoče celo manj varnih okoliščin v Evropi in svetu, se moramo tako dobro zavedati,
kako zelo pomembna bo za ohranitev slovenstva kot nacije in kot države. Naša suverenost. Mi smo jo zdaj deloma prenesli na Evropsko unijo in to je čudovito. Evropska unija je čudovita zamisel, o kateri nazadnje govori tudi Prešeren v Zdravljici. In če si kateri narod želi, si potem verjetno manjši. Vsekakor slovenski narod želi, da bi ta čudovita, imenitna ideja Evropske unije, Združene Evrope, obstala. Toda če bi se, gospe in gospodje, proti naši volji, v prihodnjih letih ali desetletjih, zgodilo kaj, kar bi znova preizkušalo našo narodovo usodo, takrat bo odločilnega pomena, da bomo imeli državo, Slovenci sami, na katero se bomo lahko zanesli. In v tem smislu smo dolžni storiti vse, kar je v naši moči, da jo okrepimo. Zdaj, naj ne bo, prosim, ta moj govor danes razumljen narobe. Ne pozivam kakšnemu nacionalizmu, ne pozivam kakšni nacionalni izolaciji, daleč od tega. Kot srčen pripadnik evropske ideje ne morem poudariti, kako zelo pomembna je ohranitev naše širše domovine za naš kulturni, politični in vsestranski razvoj. Ampak kot rečeno, če bi šlo kaj proti naši volji narobe, potem pa moramo prav to državno suverenost, ki smo jo pridobili na valovih tega kulturnega zanesenjaštva skozi stoletja, leta 1990-1991, vzeti kot temeljno orodje našega nadaljnega razvoja in sprva varnosti. In zato se moramo danes, in s tem tudi zaključujem, truditi, da naredimo vse, kar je mogoče, da našim otrokom še toliko bolj približamo to nacionalno identiteto v žlahtnem pomenu besede, njihovo zavezanost, kolikor je mogoče, k temu, da jo negujejo za njihove otroke, da v političnem, družabnem, družbenem življenju, kot je dejal župan, spoštujemo eden drugega, pazimo eden na drugega in to ne zato, ker nimamo razlik med seboj, ampak prav zato, ker smo si kot ljudje tako zelo različni. Tako kot vsi drugi narodi smo tudi Slovenci med seboj različni, smo si politično različni, ideološko, versko, v vseh smislih. Prav zaradi tega, ker želimo ohranjati to različnost, pazite, jo želimo ohranjati, se trudimo, da bi bila uspešna tudi ena demokratična zavest, ki nas hkrati sili, da iščemo med seboj tisto, kar nas povezuje. In da ne ostanemo povezani samo v kulturnem smislu, ampak da ostanemo povezani tudi v političnem smislu. Kajti to je tako zelo pomembno, da se lahko potem naši otroci zanesejo na državo, ki bo znala na primeren način reagirati v naslednjih letih ali desetletjih, če bo to potrebno, da bo naš narodni, politični, gospodarski, socialni in drug razvoj zavarovan tudi za njihove potrebe. V petek bomo torej praznovali kulturni, državni praznik. 12 praznikov Slovenci praznujemo, državnih. Kot predsedniku me je dala naloga, da posebej skrbno spremljam seveda te dni in z veseljem to počnem. Vidim pa, da zlasti državni, torej praznik državnosti, junija, praznik samostojnosti in enotnosti, konec decembra, praznik o plebiscitu, pa kulturni praznik. Vendarle v nekem smislu se mi zdi po eni živahtnosti dogajanj okrog njih, tudi po enem zelo, tako bi rekel, to je vsaj moj občutek, da ga vsi nekako doživljamo, brez razlik, ideoloških ali pa političnih ali pa vrednostnih, da vsi doživljamo, se mi zdi, da so ti trije prazniki nekako zdaj v ospredju. In se mi zdi, da je sjajno, da je tudi med njimi kulturni praznik. Želim vam, spoštovani gospod župan, vsi navzoči, da bi srčno praznovali kulturni praznik, naš državni praznik, da bi se spomnili naših bogatih korenin in da bi skupaj, kolikor je mogoče, ne glede na razlike ali pa prav zaradi njih, skušali iskati tisto, kar nas povezuje, zato da bomo z enim upanjem in strahom videli prihodnost. Srečno!
petovskih pesmi in jih nato vztrajno prepevali na podoknicah dekletom po Moravški dolini in tudi širše. Temu primerno so se izbrali tudi pesnik France Prešeren v slovenski književnosti,